Sovražen, nestrpnež. Nisem te srečala, ne. Kdo je ta ženska? Sploh je ne poznam. Hvala, 3D. To je noro, ne grem nikamor. S tem se morajo Judje v New Yorku soočati na delovnem mestu. To je moja pisarna, Nora. Prav? Milijoni dolarjev za Hamas, kar skupina zamika. Medtem je FBI od leta 2008 popolnoma prekinil stike s skupino zaradi domnevnih povezav s Hamasom. Julija. Moramo narediti osnovne stvari. Moramo se spomniti, da nas Allah varuje. In na to strateško, v primerjavi z nepremišljenim, to je stalen proces. Videti je, da Teksas ponovno poskuša rešiti Ameriko, saj je presenetljiva poteza povzročila pretres po vsej ZDA. Guverner Teksasa Greg Abbott je uradno označil Svet za ameriško-islamske odnose, znan tudi kot CAIR, največjo islamistično organizacijo za državljanske pravice v državi, za tujo teroristično organizacijo po zakonodaji Zvezne države Teksas. Kakšen izjemno razburljiv dan za Teksas in za Ameriko, če to postane nekaj običajnega. Za tiste, ki se ne spomnite, je Ron DeSantis že naredil nekaj podobnega na Floridi. Toda vedno več ljudi se tega zaveda. Dejstvo, da islamisti lahko nekako zapakirajo svoje načrte za islamski prevzem v nekaj, kar je videti kot diplomacija. In veste, stvari kot je Svet za ameriško-islamske odnose dejansko ne delujejo več, ker točno vemo, kaj počne CAIR. In poglobili se bomo v to, kako problematičen je CAIR, a najprej poglejmo, kaj se je zgodilo. Živijo, Julija. Tukaj v Teksasu je prišlo do velikega spora med guvernerjem Gregom Abbottom in muslimansko skupnostjo, potem ko je največjo muslimansko zagovorniško skupino označil za tujo teroristično organizacijo. Torej, da bo jasno, CAIR je skoraj zagotovo na nek način povezan s terorizmom. Vem, da če to izrečemo na glas, nas bodo verjetno blokirali, zato se tega ne splača storiti, ampak razumeli boste bistvo. Poglejte si malo, kaj počne CAIR, ali pa nadaljujte z ogledom tega videa in boste razumeli, zakaj je bilo to potrebno označiti tako, ampak tudi, zakaj so islamisti zaradi tega tako jezni. Se njihov načrt razkriva, prijatelji? Ali bo Teksas to res dopustil? Severni Teksas, vodja muslimanske skupnosti Marwan Maruf, bo kmalu deportiran. V priporu ICE je že od septembra. In prejšnji teden mu je imigracijski sodnik izdal končni nalog za odstranitev. Po podatkih DHS je Maruf iz Jordanije in je prekoračil veljavnost svoje vize. Povedali so, citiram, Marufu so zavrnili vizum za zakonito stalno prebivališče zaradi njegove vpletenosti v fundacijo, ki je nudila materialno podporo Hamasu, določeni tuji teroristični organizaciji. Ljudje, če želite dobiti vizum, ne podpirajte terorizma. Samo modra beseda od Meire K. Svet ameriško-islamskih odnosov, znan kot CAIR, se bori za izpustitev Marufa in ga opisuje kot steber skupnosti. Medtem je teksaški guverner Greg Abbott na to odgovoril na X-u. Dejal je, citiram, to je še en primer podpore CAIR Texas Hamasu in terorizmu. Točno tako, če boste šli tja in rekli, ta človek podpira Hamas, ampak je v redu, ker ga mi podpiramo. In tega ne bi smeli storiti. Se zavedate, da s tem podpirate terorizem? Ja, nihče pri CAIR ni nikomur razložil te logike. Nekdo bi jim to moral verjetno zelo hitro razložiti. Abbott je v začetku tega meseca muslimansko bratovščino in CAIR označil za tuji teroristični organizaciji. Tukaj je že dolgo velik boj, saj so jasno izrazili svoje cilje, da bodo s silo uvedli šeriatsko pravo. CAIR pa je bil že dolgo označen za tujo teroristično organizacijo v začetku tega meseca. Rekel je, citiram, muslimanska bratovščina in CAIR sta že dolgo jasno izrazila svoje cilje, da s silo uvedeta šeriatsko pravo in vzpostavita prevlado islama v svetu. Dejanja muslimanske bratovščine in CAIR, s katerimi podpirajo terorizem po vsem svetu ter spodkopavajo naše zakone z nasiljem, ustrahovanjem in nadlegovanjem, so nesprejemljiva. V redu, Greg je zdaj postal moj novi junak. Mislim, da morda sam rešuje Teksas. Tale tip mi je kar všeč, kaj misliš? Govori čisto zdravorazumsko. CAIR Texas je odgovoril s tožbo proti Abbottu. Voditelji skupnosti pa so skupaj sklicali tiskovno konferenco, na kateri so ga pozvali, naj umakne svojo razglasitev, saj so jo označili za obrekljivo in nevarno. Ta oznaka je protiustavna, nima nobene verodostojne dejanske osnove in je očitno izraz nestrpnosti. Ožigosa celotno skupnost in omejuje pravice muslimanskih prebivalcev Teksasa, ki jih zagotavlja prvi amandma. Vedno naredijo isto stvar. Vi ste rasistični. Vi ste rasistični. In vse organizacije, ki se ukvarjajo z zakonitim zagovorništvom.
In Kerr je bil obtožen, da je preusmeril milijone dolarjev Hamasu, kar skupina zanika. Medtem je FBI od leta 2008 popolnoma prekinil stike s skupino zaradi domnevnih povezav s Hamasom, Julie. Mislim, da že domnevne povezave s teroristično organizacijo povedo vse, kar morate vedeti o terorizmu. Zdi se mi celo zabavno, da ne dojamejo, da če se povezuješ s terorističnimi organizacijami, bodo ljudje to morda videli kot podporo terorizmu. Poročilo z konvencije Republikanske stranke v Teksasu. Musliman iz Teksasa je poskušal najti svoje mesto v stranki na državni konvenciji republikancev. Odhajal je v solzah. Ne vem, o čem govori zgodba, ampak to je kar smešno. Sicer pa se je konvencije udeležil skupaj s svojim očetom, Tarikom Huseinom, ki je ustanovil Kerr Texas Houston, lokalno podružnico muslimanske skupine za državljanske pravice. Svet za ameriško-islamske odnose je nastal po 11. septembru. Tarik Husein se je udeležil kot registrirani delegat. V redu, torej to je zgodba o tem tipu, ki se je tudi pojavil na tem dogodku in mislim, da so mu na neki točki rekli, naj zapusti okrožje. Poglejmo si to. V redu, muslimanski teksašan je poskušal najti svoje mesto v stranki na konvenciji državne republikanske stranke. Odhajal je v solzah. Muslimanski delegati in udeleženci, ki so upali, da bodo sodelovali na državni republikanski konvenciji, so bili zavrnjeni in odrinjeni strani članov, medtem ko so ti poudarjali enotnost stranke pred novembrskimi volitvami. V Houstonu je Mohamed Hussein do neke mere vedel, da se pripravlja na vstop v levji brlog, vendar se je odločil udeležiti konvencije republikanske stranke Teksasa, da bi si potrdil, da ima svoje mesto v republikanski stranki, tudi če so člani stranke že mesece glasno opozarjali na nujnost končanja šeriatskega prava in tako imenovane islamizacije Teksasa. Res moraš biti neumen, da misliš, da bi moral iti na republikanski dogodek v Teksasu kot islamist, ki si prizadeva za islamizacijo. Kar je Mohamed Hussein ugotovil, je bilo, da ga stranka ni želela. Prišel je s upanjem, a je odšel v solzah, potem ko so mu izrecno povedali, da bi moral zapustiti državo. Hussein je bil med vsaj 4 muslimani, ki so resno prišli na konvencijo, ne kot protestniki, ampak kot delegati ali udeleženci. Mimogrede, to pomeni, da za pisanje uporabljajo umetno inteligenco. To je tako nerodno. Da bi sodelovali na letnem srečanju najbolj nepopustljivih republikancev v državi, kjer glasujejo o prioritetah stranke in poslušajo voditelje republikanske stranke, dve prevladujoči temi srečanja v Houstonu sta bili enotnost stranke in boj proti šeriatskemu pravu, gibanje, ki je med člani konvencije prešlo v odkrito islamofobijo. Ugibajmo, kam se ta medij nagiba. Ampak to je zgodba o Teksasu, ki pravi, fantje, resno, dejansko smo končali. Ampak, kot sem vam rekla, ne bomo samo govorili o tem, kaj ljudje počnejo. Spomnite se, islamizacija Amerike se nadaljuje pod Kerr. Organizacija Kerr praznuje, ker so pravkar prevzeli Džordžo. Nekdanja direktorica za komuniciranje Ruma Ruman, rojena v Jordaniji v palestinski družini, prva muslimanska ženska v predstavniškem domu Džordži, je pravkar zmagala na demokratskih predizborih za 7. senatni okraj. To je ista Ruma, ki zagovarja celoten progresivni seznam želja. Širši dostop do splava, več zdravstvene oskrbe, zahteve po dostojnem plačilu in boj proti protimigranskim zakonom. Za vse, ki ste novi pri tem, kako tukaj govorimo o stvareh, naj bo popolnoma jasno. Islamisti, ki poskušajo prevzeti Ameriko, so gotovili, da pri republikancih ne bodo prišli daleč, ker ti dejansko vidijo, kaj se dogaja, kot na primer v Teksasu in pri tej republikanski stranki. Zato zdaj poskušajo vplivati na demokratsko stranko, torej uporabne idiote Amerike, in uveljavljati agende, za katere vemo, da so tako proti islamizmu, kot je na primer širok dostop do splava in podobno. Ampak poskušajo se infiltrirati prek demokratov, ki so dovolj neumni, da jih izvolijo zaradi raznolikosti. V redu, kakorkoli že, za tiste, ki ne veste, poglejmo si malo, v kaj verjame Kerr. Zdaj si predstavljate, da vaš LinkedIn profil pravi, sovražim vse cioniste. Zamenjajte sovražim s katerokoli drugo neprimerno besedo. Kot na primer, veste, nekaj, česar tukaj ne moram izreči. Kot na primer UBI je tisto, na kar namiguje. Ni strateško. A ne? Ni strateško. Zdaj, to lahko rečeš, ko sediš v Kahva Houseu v petek zvečer. Ampak tega ne boš napisal na svoj LinkedIn. In zato mislim, da moramo najprej narediti osnove. Moramo se spomniti, da nas Allah varuje. In potem strateško, v primerjavi z nepremišljenim. In to je stalen proces. Tukaj imate vodjo kalifornijske podružnice Kerr, ki priznava, da morajo biti ljudje strateško previdni in ne smejo javno govoriti stvari, ki jih zasebno povedo, kot na primer, koliko sovražijo ljudi ali da želijo ljudem storiti slabe stvari, ker morate biti strateški. Zdaj, kar je pri tem tako zanimivo in hkrati strašljivo, je to, da smo opazili porast ljudi, ki na družbenih omrežjih govorijo nore stvari. Ampak to so neumni ljudje. Neumni ljudje so tisti, ki so pripravljeni razkriti svoje resnično podlo sovraštvo. Pametni, resnično pametni ljudje so tisti, ki to še vedno skrivajo in teh stvari ne govorijo na spletu. Ampak to je del tega, kar počne Kerr.
Poskušajo vam povedati, naj ne boste neumni. Tukaj je, kako prevzamemo nadzor. Tukaj je, kako domnevno spodbujamo nasilje. Tukaj je, kako počnemo take stvari, ne da bi nas ujeli. Spet, ne pozabite, za to se zavzema KES. Celovito sporočilo islama. Islam ni samo religija. Grem na umro, ustanovim islamsko šolo, zgradim mošejo, spet, ne razumite me narobe, to niso slabe stvari. To so dobre stvari, za katere boste nagrajeni. Ampak če islam omejite samo na to, ste napačno razumeli sporočilo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Potem se trudite. Oprogajte svoj džihad. Ta umma, subhanallah, politično uspeva. Zato, dragi brati in sestre, organizirajte se, bodite del organizacije, pridružite se svojim organizacijam. Alhamdulillah, imate vse, kar potrebujete za organizacijo. Skrbimo. Imamo tudi druge organizacije, bodite politično dejavni. Alhamdulillah, vaša organizacija je tista, ki pomaga graditi moč. Podprite delo, da bomo lahko še naprej zaposlovali odvetnike, skupnostne organizatorje. To je vaš boj. Torej, to se dogaja v Kjer, Kalifornija, kjer javno pravijo, da Kjer islam ni samo religija. Vsa ta stvar, da se pretvarjamo, da smo religija, ne. Smo politična organizacija, popolnoma, 100%. Tam imate Amy Mack, ki nas vedno odlično opozarja, da je Texas Terror Tit Care jutri zvečer v mošeju v Houstonu, kjer gradijo svoje čolne v Ami, medtem ko republikanci molčijo. Obširno so razkrili načrt Kjer za prevzem. In še enkrat, opomnik, spomnite se Nur Shala. Ona je direktorica za vladne zadeve pri Kjer, Kentucky. Končno je Nur Shala razkrila Kjer in popolnoma prevzela mošejo. Poglejmo, kaj ima za povedati. Spet, Kjer, tako prijazni smo. Mi smo tukaj samo, da nežno potisnemo. Ne, oni so tukaj kot politična veja islamskega prevzema. In ko razkriješ prevaro in ujameš delčke, vidiš, v kaj ti ljudje dejansko verjamejo. Sovražen fanatik. Srečo te bom na... Kdo je ta ženska? Sploh je ne poznam. Hvala. Pridi. To je noro, ne grem nikamor. S tem se morajo ljudje v New Yorku soočati v poslovnih prostorih. To je moja pisarna, Nora. Prav? Ne grem nikamor. Ne grem nikamor. Naj te zapustim? Ne, vprašal sem ga, če je on to storil. Ala. Sam upam, da ima ta oseba duševne težave. Zahtevam džihad. Želim, da vas ISIS vse ubije. V redu, kdorkoli pokliče, misli, da sem navdihujoč. Imam nov telefon. Hamas, Palestinski džihad in ISIS. V redu. Zahtevam džihad. Upam, da vas ISIS vse najde. Ona je direktorica za vladne zadeve pri Kjer. Mislim, da vam to pove vse, kar morate vedeti, kaj ne? Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.